Ne čakajte, da se vaš svet spremeni. Govori in spremenilo se bo. Glas v vas, ko je usklajen z gotovostjo, oblikuje samo tkivo realnosti. Niste tukaj, da bi prosili vesolje. Tukaj ste, da poveljujete. Z resničnostjo vaše domneve. Mnogi šepetajo molitve iz obupa. Toda stvarstvo se ne odziva na obup, odziva se na prepričanje. Torej, ko izgovorite te 3 vrstice, ne šepetajte jih v strahu, povejte jih z zavestjo, da je to, kar govorite, že doseženo. Naj vaš ton nosi prepričanje, ne zmede. Te vrstice niso čarobni uroki, so duhovne izjave, izgovorjeno z kraja, kjer so vse stvari že izpolnjene. Ta vrsta te potegne s čakalnice življenja in te postavi na cilj. Nevidno spremeni v obliko, ker ne iščete več. Trdiš, vaša podzavest to sliši in začne preurejati vaš svet, da bo ustrezal vašim prepričanjem. To ni fantazija, je ustvarjanje. Ko to izgovorite, občutite rezultat v svojem telesu. Občutite mir imeti, občutite veselje izpolnjenosti. Ni v prihodnosti, zdaj je. In ko vztrajate v tem notranjem stanju, zunanji svet mora to odražati. To odpravi vse dvome. To je meč, ki preseka strah, zamudo in logiko. Niste tukaj, da bi ugotovili, kako. Povej to in hodi kot tisti, ki ve, da se tisto, kar je tvoje, že premika proti tebi. Tudi zdaj. Domišljija ni bežne sanje ali prazna fantazija. Moč je tista, ki oblikuje vaše življenje. Vse, kar zdaj vidite v svojem svetu, je bilo nekoč nevidno. Oblačila, ki jih nosite, stol, na katerem sedite, dom, v katerem prebivate, vse to je bilo nekoč zamišljeno. Nekdo je mislil, verjel v to, začutil kot resnično in zgodilo se je. To ni naključje. To je zakon, kar dosledno domnevate in čutite, da je resnično. Ne glede na to, ali se zunanji svet strinja ali ne, se bo neizogibno strdilo v dejstvo. Svet okoli vas lahko predstavlja dokaze, ki so nasprotju z vašo notranjo vizijo. Lahko vam pokaže pomankanje, omejitev, zavrnitev ali zamudo. Toda nič od tega ni pomembno, razen če mu daste moč. Zunanji svet je lesenca notranjega. To je odmev, ne glas. Ko razumeš, da tvoja resničnost ni določena s tem, kar je, ampak s tem, kar v svoji domišljiji sprejmete za resnično. Nisi več žrtev okoliščin. Postaneš njen gospodar. Domnevati nekaj pomeni vzeti kot že resnično. Ko domnevate, da je vaša želja izpolnjena in to vztrajno počnete, posejete seme. In če ga zalivate z občutkom, globoko čustveno gotovostjo. Mora rasti. Naj vas čas, ki je potreben za pojav, ne zavede. Semena ne cvetijo v trenutku, ko so posejana. V nevidnem pa je stvarjenje popolno. Ne upate, da se bo to zgodilo. Živite v zavedanju, da je že. Zato je domišljija močnejša od truda. Lahko bi neutrudno delali v zunanjem svetu, se prizadevali in se borili leta in še vedno ne bi uspeli. Če je vaš notranji govor nasprotil z vašo željo. To, da en miren trenutek živahne, samozavestne domišljije lahko naredi tisto, česar leta trdega dela ne morejo. Podzavest se ne odziva na napor. Odziva se na občutek. Odziva se na to, kar verjamete, da ste. Ne tisto, kar želiš biti, ne to, kar poskušaš biti, ampak tisto, kar trenutno sprejemate kot resnično. V domišljiji je treba živeti. Ne samo vizualizirate, kar želite, to postanete. Iz tega razmišljate, iz tega čutite. Premikate se po svetu z že oblečenim nevidnim oblačilom vaše domneve. In ko to storite, se bo svet začel spreminjati. Mora, kajti ustvarjanje je končano. V trenutku, ko ga prevzamete, je delo opravljeno. Ki si upa pogumno domnevati in čutiti globoko, bo videl čudeže. Toda umov, ki čaka na dokaz pred verovanjem. Življenje bo ostalo cikel zamud. Ne čakaš, da ti življenje dovoli. Življenje čaka na te, ko se predstavljate s prepričanjem, ko čutiš, da je resnično. Pošiljate ukaz samemu vesolju. To sem jaz. To je tisto, kar vem. In življenje bo vedno odražalo to spoznanje. Besede, ne glede na to, kako lepo so izgovorjene ali ponovljene, so nemočne, če niso prepojene z občutki. 1000krat lahko trdiš, da sem bogat ali da sem ljubljen.
Če pa so te besede izrečene brez čustvene vsebine prepričanja, so malo več kot hrup v umu. Ustvarjalna moč ni v besedah samih, temveč v občutku, ki jih spremlja. Je občutek, ki se vtisne v podzavest, ne zvok tvojega glasu. Govoriti s prepričanjem pomeni čutiti resnico tega, kar govorite. To je stopiti v stanje izpolnjene želje in govoriti iz njega, ne proti njemu. Večina ljudi govori o tem, kar si želijo, kot da potem še vedno posegajo. Želim biti uspešen. Upam, da se bodo stvari izboljšale. To niso ustvarjalne izjave, so priznanja pomankanja. Prava manifestacija se začne, ko nehate govoriti o želji in začnite govoriti kot oseba, ki to že ima. Občutek je most med nevidnim in vidnim. Ko govorite besede, podprte s čustveno gotovostjo njihove resničnosti. Ne samo upaš, so ukazi. Podzavest ne razume besed samih. Odziva se samo na tisto, kar čutite, da je resnično. Če rečeš, da smo v izobilju, a globoko v sebi čutim pomankanje. Občutek zmaga. Vedno se. Govoriti morate le tisto, kar ste pripravljeni čutiti. 6 in 9 minut torej. Kako vam to uspe? Začnete tako, da utišate zunanji hrup in se obrnete navznoter. Preden izgovorite svoje trditve ali namere, morate se naseliti v stanje bivanja. Predstavljajte si rezultat, ne nejasno, ampak živo. Kakšen je občutek, ko se ti želja že izpolni? Kakšna čustva se porajajo v vas? Olajšanje, veselje, mir, zaupanje. Prebivajte v teh čustvih in govorite iz tega stanja. Zdaj imajo tvoje besede težo. Zdaj nekaj premikajo znotraj. Zato nekateri ljudje ponavljajo afirmacije več mesecev in ne opazijo nobene spremembe. Niso besede tiste, ki nimajo moči, ampak odsotnost občutka. Govorijo brez utelešenja. Pravijo, da sem samozavestna, medtem ko še vedno vibriram od negotovosti. Toda tisti, ki si vzame čas za čutenje, za verovanje, za življenje v sebi, kot osebe, za katere se razglašajo. Ta oseba govori in vesolje posluša. Ko se vaše besede ujemajo z vašim čustvenim stanjem, postanejo sila. Ne zahtevajo več, izjavljajo. In svet, ki je le ogledalo tvojega notranjega stanja, jih odraža nazaj v obliki. Ne podcenjujte moči enega samega stavka, izgovorjenega s polnim prepričanjem. Lahko razbije omejitve, prikliče priložnost in na novo napišite celotno pot svojega življenja. Tako govori, vendar samo iz stanja izpolnitve. Ne prosjačite, ne prosite, razglasite in čutiti. Kaj ti ni dovolj reči, jaz sem, moraš čutiti, da sem. In ko to storite, nevidno se začne oblikovati. Tvoj svet se bo spremenil, ne zaradi tega, kar si rekel, ampak zaradi tega, kako globoko ste to občutili, ko ste. Manifestacija se ne začne s prošnjo ali upanjem. Začne se z razglasitvijo. Obstaja velika razlika med osebo, ki vpraša za svojo željo, in tisti, ki govori, kot da je njihova želja že izpolnjena. Spraševanje te postavi v vibracijo pomankanja, medtem ko vas izjava postavi v vibracijo imeti. Govoriti, kot da je že storjeno, pomeni zahtevati svojo moč kot kreator svojega sveta. Ne loviš več stvari, ki si jih želiš. Živite v predpostavki, da je zdaj vaše. To ni miselna igra. Gre za premik v identiteti. Ko govoriš od konca, ne poskušaš nekaj postati. Priznavate, da že ste. Zaobideš zamudo, skrajšaš razdaljo med željo in izpolnitvijo. V trenutku, ko to izgovoriš kot opravljeno, s polnim prepričanjem in notranje sprejemanje, se začne premikati v obliko. To morate razumeti. Vesolje se ne odziva na obup, odziva se na gotovost. Ko govoriš z gotovostjo, z ukazom vtisne svojo podzavest. Ne sprašujete, ali se lahko zgodi. Izjavljate, da že ima. Uspešen sem ljubljena. Končano je. Te izjave, ko jih povem od konca, niso nameni prihodnosti, so sedanje resnice. In tvoj svet, ki je le odraz tvojih notranjih prepričanj, bo v skladu s to resnico. Večina ljudi govori iz svojega trenutnega stanja. Govorijo o tem, kar je, česar jim manjka, česar se bojijo. In ko svojimi besedami še naprej krepijo sedanje stanje. Ohranjajo ga pri življenju. Toda tisti, ki razume moč predpostavke, govori le iz izpolnjenega stanja. Ne rečejo,
Upam, da bom dobil službo. Pravijo, da sem že zaposlen. Ne pravijo, želim biti zdrav. Pravijo, da sem zdrav in zdrav. In ko govorim na ta način, živijo od realnosti, ki si jo želijo, preden postane vidno. Govoriti, kot da je že storjeno, ne pomeni zanikati trenutne okoliščine. To je preglasiti. Ne zanemarjate dejstev. Jih nadomeščate z višjo resnico. Govorite iz realnosti, ki obstaja v zavesti. In s tem ga prikličete v fizično obliko. Vaše besede postanejo most od nevidnega do videnega. To je skrivnost vsake preobrazbe. Ne najdemo ga v trudu ali boju, vendar v krepki izjavi. Govorite jo, dokler je vaš notranji svet ne sprejme kot naravno. Govorite, dokler se ne počuti čudno. Kako drugače se predstavljati? Govorite, dokler se vaše celotno bitje ne uskladi z različico vas, ki že živi življenje, kot si ga želiš. Ne čakajte, da vam svet dovoli. Govori od konca, ne z arogantnostjo, ampak z vero, ne s silo, ampak z zavestjo. Je že narejeno, in ker je v tebi že narejeno, zdaj se mora pojaviti okoli vas. Govori in bo.